Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa so številni dogodki in prireditve odpovedani, tudi kulturni, čeprav nas prav kultura v teh časih drži pokonci. Današnji kulturni utrinek so pripravili v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Zgodovina umetnosti beleži vrsto avtorjev, ki so v času svojega ustvarjanja veljali za sporne, njihove ideje pa za drzne, predrzne, prevratniške in so se pogosto soočali z zavračanjem, mnogi celo z izgonom. Danes jih uvrščamo med klasike, njihova dela pa med temeljna dela svetovne umetnosti. Zagotovo lahko sem uvrstimo tudi francoskega filozofa Jeana-Jacquesa Rousseauja, ki je v zgodovini filozofije zapisan kot raziskovalec morale in politike. In je eden najvplivnejših mislecev razsvetljenstva, ki je s svojimi idejami vplival tako na francosko revolucijo, kot tudi na splošen razvoj sodobne politične misli v Evropi. Njegove ideje so burile duha tistega časa in njegovo delo Družbena pogodba je tako razburkalo tedanjo javnost, da so knjigo prepovedali in jo celo zažigali. Rousseauju so grozili s smrtjo, tako da je celo prebegnil v Švico. Je pa res, da so nekatere njegove ideje še danes predmet vročih razprav in nasprotovanj. V času francoske revolucije so ga sicer razglasili za narodnega junaka ter ga povzdignili v skoraj mitično osebnost, bralci njegovih del pa so romali na njegov grob. Ena njegovih najbolj znanih misli je prav iz uvoda v Družbeno pogodbo in pravi: človek se rodi svoboden, a je vsepovsod ukovan v verige. Tisti, ki se ima za gospodarja drugih, je sam še večji suženj kot oni. Tako pa je zapisal o družbenem sporazumu. Zamislimo si, da so ljudje prispeli do točke, ko so ovire, ki škodujejo njihovemu ohranjanju v naravnem stanju, v svojem odporu močnejše od sil, s katerimi si vsak posameznik lahko pomaga, da bi še naprej obstajal v tem stanju. Tedaj se to prvobitno stanje ne more več obdržati in človeški rod bi propadel, če ne bi spremenil svojega načina bivanja. Ker pa ljudje ne morejo ustvarjati novih sil, ampak lahko le združujejo in usmerjajo tiste, ki jih imajo, jim za lastno ohranitev ne preostane druga možnost, kakor da združitvijo ustvarjajo skupek sil, ki lahko premaga odpor, jih sprožajo z enim samim namenom in jih uporabljajo skladno. Tak skupek sil lahko nastane le iz sodelovanja mnogih. Ker pa sta sila in svoboda prvi človekovi sredstvi za njegovo ohranitev, kako naj jo uporabi, ne da bi si škodil in ne da bi zanemaril skrb, ki jo je dolžan samemu sebi. Če to težavo povežem s svojim predmetom, bi jo izrazil takole. Treba je najti tako obliko združitve, ki bo z vso skupno močjo branila in varovala osebo in premoženje vsakega pridruženega člana in v kateri se bo lahko vsakdo, združen z vsemi, vendarle podrejal le samemu sebi in ostal prav tako svoboden, kakor poprej. V tem je temeljni problem, katerega rešitev nam daje Družbena pogodba.